Jaz sem imela zelo kratko vprašanje še. Torej, kot da se razumeti, če si po vaše Janez Janša manipulativno in sprevrženo skuša prilašati dediščino pokojnega predsednika Drnovška, ali bi bilo možno, recimo, mogoče v enem stavku ali pa z eno besedo odgovoriti na vprašanje, kdo pa je potem dedič njegove politične zapuščine? Vsi in nihče. Nihče se nima pravice prilaščati dediščine, ker bi s tem, ko bi si jo prilastil dediščino Janeza Drnovška, to dediščino spridil. Janez Drnovšek je zadnja leta svojega življenja posvetil veliko energije temu, da je pisal knjige. Veliko več kot nastopal javno. Zakaj? Ker, bom rekel, napisana beseda ostane in ker so je deležni vsi. In to je sporočilo. To pomeni, ni ustanovil neke stranke, celo izstopil iz ene stranke in, bom rekel, ustanovil neko gibanje, ki je bilo zelo široko, kljub vsem špekulacijam o tem, kaj je zadaj. Vse je bilo spredaj in to velja tudi za to dediščino. Vsa je bila spredaj, vsa je odprta za vse in v tem smislu je tisto, kar je potrebno reagirati na to vrstne poskuse prilaščanja, še posebej, če so tako blažnivi in če posebej, če so tako obremenjeni z lastno podobo in prekrajanjem lastne podobe. To zasluži reakcijo, ker gre v resnici za neko dragocenost, ki jo velja ohranjati v njenih korektnih dimenzijah. Se je v Sloveniji že rodil novi Janez Drnovšek, če bi tako lahko odgovorili na vprašanje in željo predsednika vlade Janeza Janše iz Zagorja, ali mislite, da bo v Sloveniji ali se je že rodil, oziroma že imamo takega človeka, ki se bo izpopolnil oziroma izoblikoval v prihodnjih letih, da bo podoben Janezu Drnovšku? Ne rečem, vprašanje za ciganko bi rekel. Ne? Tega ne vem. Ne? Morda je star teden dni. Ne? Ali stara, ne? Kdo pravi, ne? Da bi moral biti moški. Prej ne, kot ja. Tako da vsekakor ponovitev ni v zgodovini, ne, v tej neposredni obliki, kot bi kdo želel. Dejstvo pa je, da je dediščina Janeza Drnovška aktualna, opozorilo na to, katere so nevarnosti politike. Ravno tako, on je bil pri tem tudi samokritičen, nikakor ni, bom rekel, doživel neke transformacije, ki bi ne vključevala neke refleksije napak, ki jih je sam počel v preteklosti. Ne. Potem se tudi radikalno razlikujeta z Janezom Janšo. Če boste enkrat opazili eno njegovo izjavo, ki bi bila minimalno samokritična, pa naj gre za pripisovanje govorov, ki je samo simptom tega nepriznavanja, obstoja neke resnice, potem me boste demantirali, samo takšnega primera ni. Krivi so drugi, vedno in vsele.